Lep pozdrav in dobrodošli na kanalu Explicit. To je, kot mnogi že veste, kanal, kjer jemljemo kripto z realnim pogledom. No in kar bom danes povedal v tem videu, morda lahko marsikomu ne bo všeč. Pa poglejmo si zakaj. Kot morda mnogi že veste, jaz ne dajem dosti pomena na novice. Ne brigajo me Grayscale, BlackRock, razne novice o pumpanju cene, koliko vse denarja bo prišlo v kripto, to vse me ne zanima. Kar mene zanima je gibanje cene, to pa zato, ker mi točno pove, koliko je nekdo pripravljen dati za nekaj. In v tem primeru je to Bitcoin. Zdaj, če ste morda navdušeni nad včerajšnjo rastjo, imam morda malce slabe novice za vas. Ampak predtem si dajmo še malček ogledati delež včerajšnjega Patreon videa, kjer sem ravno malo prej, preden se je to zgodilo, napovedal možnost preobrata. Oziroma bolj kot to sem povedal, katere meje je treba spremljati. Tako da jaz predlagam, da si kar malček pobliže pogledamo recimo 4-urni časovni interval in tukaj vidimo skoraj da ravna črta, nobenih takih sprememb. Lahko bi celo potegnili nek horizontalni kanal tukaj, če upoštevam tako, ja. Če pogledamo še enkrat, bi se dalo tole označiti tudi kot dvojno dno, ampak je izredno plosko. Tako da rekel bom tako, vse je odvisno od preboja teh mej. Ponavadi sicer horizontalni kanal pomeni, da bomo nadaljevali prejšnje gibanje cene, recimo tukaj smo imeli padec, torej bi mogli nadaljevati s padcem. Ampak glede na to, da bi se to dalo interpretirati kot neke vrste dvojno dno, moramo pač gledati te meje. Če prebijemo spodnjo, potem ja, definitivno nadaljujemo s padcem. Če pa pridemo do zgornje in jo prebijemo, potem lahko celo pride do preobrata. In dosežemo lahko tudi celo tole spodnjo mejo naraščajočega, razširjajočega klina, ki sem ga omenil prej na dnevnem grafu. Če slučajno želite postati patron in biti obveščeni, tako kot na primer včeraj, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Tako, mi smo zdaj to rast dobili, zdaj pa si dajmo pogledati še, kaj je tisto, kar mene skrbi. Ampak da ne bom samo tako črnogled, si bomo ogledali tako medvedji kot bikovski scenarij. In potem bomo na koncu tehtali med možnostmi izvedbe tako enega kot drugega. Tako da lepo vabljeni, da se mi pridružite. Potopimo se v grafe. Najprej si bomo gledali Bitcoin tedenski graf in tukaj je zelo očitna ena stvar, ki jo lahko takoj vidimo, in to je tale kanal, ki ga zdaj rišem, še malček, da ga popravim. In kot vidimo, se mi zdaj že zelo dolgo časa gibljamo v enem zelo lepem kanalu. In ves ta čas, ko smo se v bistvu gibali tukaj med tema mejama 30-31 tisoč, smo se v bistvu borili s tole zgornjo mejo kanala, od katere smo očitno bili zdaj zavrnjeni. Poleg tega ta meja tukaj ni sama, imamo tudi tukaj eno območje, ki sovpada s tole mejo. Pa dajmo najprej pogledati bikovski scenarij. Zdaj, tale kanal je lahko tudi del bikovske zastave. Če imamo recimo tukajle drog, bom dal do tegale vrha tle. Torej, če bi nam slučajno ratalo prebiti tole zgornjo mejo, potem ja, vsekakor se lahko tale scenarij izvede in lahko bi celo prišli do cilja, koliko je že bilo, ko sem na zadnjem miru, to je seveda samo približek, nek izračun, tam nekje 386 tisoč. Ampak seveda odvisno je, kdaj in kje bomo tole mejo prebili in če, seveda. Ker kot vidimo, se ta meja vedno bolj niža in s tem se niža tudi naša tarča. Ampak to, da smo se mi toliko časa zadrževali na tem območju in da smo zdaj tukaj tudi bili zavrnjeni, to vsekakor ni nek dober znak. Poleg tega ARI, Asset Rotation Index, se je skorajda
križav, kot veste, to je indikator, ki sem ga spisal jaz in kaže pretok denarja na kriptotrgu, torej iz kam teče, oziroma iz katerega dela na kateri del teče, ali teče v Bitcoin, ali v stablecoine, ali v altcoine. No, tukaj, kot vidimo, se je Bitcoin križal nad stablecoini na začetku leta in od takrat imamo naš bull run. Ampak moč se je zadnji čas kar nižala in zdaj smo se nevarno približali stablecoin flowu. Nismo se še križali, smo se pa nevarno približali. Pa poglejmo si še RSI. RSI tudi imamo tukaj kar eno medvedjo divergenco, ki se morda že zdaj izpeljuje. Tukaj smo imeli vrh, nižji vrh in tukaj smo imeli vrh in višji vrh. Čeprav zdaj se kaže tudi kot neka skrita bikovska divergenca. Tukaj rahla, taka bolj. Imamo na primer dno in dno na približno isti višini, medtem ko pri RSI pa imamo dno in nižje dno. Stokastik RSI pa kaže na momentum navzdol, torej v prid medvedom zaenkrat. Tako da v tej situaciji se moramo kar paziti, zaradi tega, ker če pridemo do dna tega kanala, do spodnje meje tega kanala, pridemo do meje tam nekje 10.000. Bom jaz tole kar označil, da bo vsem lepo vidno. Torej, če slučajno od tle pademo, imamo potem dvojno podporo. Podporo v tem kanalu in podporo od tukaj. Pa si poglejmo zdaj še dnevni graf, kjer vam bom pokazal svoj razlog za skrb. Okay, najprej moramo tole malček urediti, da bomo sploh kaj lahko videli. Tega ne rabimo več, tega tudi ne, te divergence nam ne rabijo več, tudi tega ne rabimo več. Ok, dajmo malček oddaljiti, to je naša zgornja meja kanala, to je spodnja meja kanala, po katerem se gibamo. In zdaj vam bom izrisal svoj razlog za skrb. Namreč, ves ta bull run, ki smo ga imeli, smo se gibali po temule naraščajočemu, razširjajočemu klinu, ki ga zdaj rišem tukaj. Kot mnogi že veste, to je medvedji vzorec. In tudi zelo močen zaradi tega, ker kaže na to, da hočejo medvedi prevzeti moč. In kaj se je zgodilo? Mi smo ravno pred kratkim z zadnjim padcem izgubili tole spodnjo mejo našega naraščajočega, razširjajočega klina. Kar ni dobro. In če poskušamo izmeriti tarčo tegale našega klina, dokot bi lahko prišli, recimo, da naredimo neko projekcijo cene, prebili smo ga tukaj, mi lahko na račun tegale preboja pademo vse do tukaj, torej 15.000. Ampak to je samo projekcija. Drugače mislim, da bi mogla tole mejno območje tukaj nuditi kar zadostno podporo, da se ujamemo tukaj. Zdaj lahko mi tudi nadaljujemo s tole rastjo, lahko nadaljujemo spet do zgornje meje tegale kanala, lahko jo tudi prebijemo. Lahko nadaljujemo do spodnje meje tegale naraščajočega klina in jo tokrat pretestiramo kot odporno mejo. Ampak zaenkrat sem glede na cenovno dogajanje oziroma gibanje cene zelo skeptičen, da bi morda šli naprej z bull runom. In kot sem rekel, ne zanimajo me razne novice, ETF-i, BlackRocki, Grayscale in podobno. Največ mi pove gibanje cene. In tudi tukaj je treba biti zelo pazljiv, ker namreč, ko vsi govorijo eno in isto, je dobro pogledati v nasprotno smer. Zdaj, na primer, namreč vidim ogromno nekih novic, koliko denarja naj bi se izlilo na kriptotrg na račun ETF-ov. Ampak ti ljudje vejo z denarjem in oni ne bojo kupovali bitcoina pri 60.000. Če želite, si lahko ogledate video, ki sem ga pripravil prav o tem. Link bi se moral pojaviti zgoraj v desnem kotu tegale videa. Vsekakor se ga splača pogledati in vsekakor se splača spremljati to situacijo še naprej. Zdaj bo treba namreč vse oči vršiti na tole dogajanje. Tukaj, na to našo zgornjo mejo kanala. Aha, pozabil sem še nekaj, tukaj se nam namreč dela skrita
medvedja divergenca, jo zdaj trenutno rišem. Na Stochastic RSI trenutno momentum kaže navzgor. Tako da, ja, vsekakor lahko pridemo še do tle 28.800, 29.000. Potem pa bomo videli, kako naprej. Najprej bi se rad zahvalil vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. S prvim paketom dobite dostop do dnevnika tehničnih analiz, kjer obravnavamo tudi druge trge, recimo zlato, srebro, pa tudi delniški trg, poleg kriptotrga. S drugim paketom, torej paketom više, pa dobite dostop do predogledov raznih posebnih videov in tudi dostop do videotehničnih analiz oziroma do videodnevnika tehničnih analiz, kjer spremljamo kriptotrg tudi na manjšem časovnem intervalu. Kar zadnji čas tudi zelo zavzeto delamo z BNB kovancem, zato ker tam se po mojem nekaj kuha. Hvala vam, da ste si video gledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Najbolj pa me zanima, kaj si vi mislite o teh tehničnih analizah. Se strinjate z njimi, se ne strinjate z njimi, sem morda jaz kaj spregledal? Kar napišite mi spodaj dol pod komentarje in z veseljem bom podebatiral z vami. A ja, pa napišite mi tudi vaše mnenje, če se morda splača delati videe še za preostale altcoine, glede na to, da trenutno Bitcoinu kaže slabo. Vsekakor bom upošteval vaše mnenje in hvala vam za komentar. Prihajajo novi videi, ki jih pripravljam. V enemu izmed njih bomo podrobneje spoznavali RSI indikator. Potem pripravljam še en video, kjer bomo pod drobnogled vzeli AI trgovanje oziroma trgovanje z umetno inteligenco. In pa seveda spremljali bomo še naprej Bitcoin in njegovo turbulentno gibanje cene. Da pa ne zamudite katerega koli izmed teh videov, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanja, da boste o novem videu takoj tudi obveščeni. Jaz se vam na tem mestu še zahvaljujem za ogled, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.